Ste kdaj gledali toliko scary posnetke na internetu, da po noči niste mogli spati, ker je bilo res too much in ste se spraševali, ali so resnični ali fake in ste se probali prepričati, da so fake. No, to bomo počeli danes, samo da sem jaz za vas pregledala tako 100 scary posnetkov. In sem zbrala jih ne toliko velike, ne 5-6, boste videli kmalu. Tako da danes bomo obravnavali resnične posnetke resničnih ljudi, ki so načeloma vsi resnični, razen če je za fake, ni pa pač nič. Sami se boste mogli vprašati, ali so resnični ali ne, in na koncu komentirati, in katerega ste se najbolj ustrašili. Meni je drugi načeloma najbolj grozljiv, tako da vsaj tega počakajte. Drugače pa naročite se na tale kanal, dobrodošli alieni v tale video. Napišite kaj. Gremo kar na prvi primer. To je primer, ki ti požene strh v kosti zaradi tega, ker ponoči jaz skozi ta isti prizor predstavljam. Uporabnica Twitterja Cheyenne Rachel je to objavila. Rekla je, da je na tem posnetku njen oče, to je ta oseba, ki dejansko spi v prostoru, in zraven se iz te freaking posle dvigne ena oseba, ki da ostane in deluje vse tako, ne vem, meni deluje tako srhljivo resnično. In potem ta pojava se kar nazaj zlije v poslu in potem se posla premika in te rjuhe, meni je to tako bed. Jaz vedno, ko me je najbolj strah v posli, razmišljam, da so jo rjuhe začele premikati, ali pa da me nekdo sam za noge potegnil, ali pa da nekdo samo rjuho dol potegnil, ali pa pač s čimerkoli sem že pogrnjena. Zakaj je sploh prišlo do tega posnetka? Njen oče je trdil, da ima občutek, da je nekdo zraven v tem prostoru ponoči in zaradi tega je on to snemal, da vidi, kaj se dogaja. Ker je to en starejši gospod, je pač lažje si misliti, da video ni fejkan, ampak to so vedno take stvari, ker oseba, ki te videe pošlje, trdi, da je resnično, vi si pa sami predstavljate, kaj je in ni. Jaz se bom rajš prepričevala, da ni resnično, da bom danes ponoči spala. Pa še to pijem, ker so tako močni, da res ne zaspim vedno tako do 2-3 zjutraj. Primer 2, to je tudi primer, ki je mene najbolj ustrašil in mi je najbolj grozljiv, pa sred belega dneva se dogaja. Rekli mu bomo Lady in the Water oziroma duh ali pa gospa v vodi, saj izgleda načeloma kot ženska. Poglejte si kar video najprej. Ok, ta video je nastal v Puerto Ricu, gre pa za posnetek od dame z imenom Lady Moraus, kakorkoli že, ki je šla skupaj s prijatelji na to reko, ki se imenuje reka Izabela, in je taka ful prijetna, drugače sred džungle, pa še podnev je to vse posnet. Oni so s prijatelji tja šli na take napihljive stvari, ker jih brzice same po sebi nesejo dol po toku. Meni to zgleda noro dobro, noro zabavno. Z veseljem bi šla tja tudi jaz probat, ker je res fun. Kratko, tuneli so vmes narejeni, pa še okolica je taka prijetna džunglasta, taka reka, ki privablja turiste, ponovadi se tam kopajo v tolmunih, pa ribarijo, pa ful je lepo zaraščeno vse in zelen in pač privablja ljudi. In tudi, ker sem jaz brskala, ta okolica nima nekih znanih duhov ali pa grozljive preteklosti, razen tega, da se pogosto dogajajo dejanske nesreče, ki pride do teh brzic in pač ljudi, ki jih je tam veliko in se utopijo kdaj pa kdaj. Tako da, to, kar ste vi zagledali, ta uporabnica Debbie je potem na Facebook to objavila in so bila zelo različna mnenja. Eno mnenje je, da je mogoče La Llorona, ker je pač v tej latinsko-ameriški sceni en tak znan duh dame, ki ponovadi ob vodi joka za svojimi umrlimi otroci. Ampak problem je, da ta ni ob vodi, ampak je v vodi. So bile tudi ideje, da je mogoče dejansko truplo, da je potopljeno truplo. Tudi ideje, da je mogoče morska deklica. Pa spet eni so mislili, da gre mogoče za duh utopljene osebe, enega izmed teh, ki se je na eni točki na tej lokaciji utopil. Meni osebno je najbolj grozljiv posnetek, ker če bi bila jaz sama v tej napihljivi stvari in mi posnela vodo, ki freaking mene lepoti dobesedno neko telo, pa še tako proti njej je šlo nagor, pa kar utihnila je, pa sama je bila mene obupan. Jaz bi, ne bi se v vodo vrgla, ker bi se vrgla direkt v ta sor, ampak meni bi bilo to grozljivo. Jaz imam zdaj največjo purjo kot
Primer 3. Imamo nič drugega kot raziskovanje stare norišnice mentalne ustanove v Ameriki. Na kanalu Exploring with Michael se pač raziskovali staro zapuščeno norišnico. Gre za norišnico iz South Carolina v Ameriki, Južni Karolini, zgrajeno leta 1820. Če vam to sliči na to, da je zelo stara, je ena najstarejših v Ameriki in ima tudi malo neprijetno zgodovino, ker veste, da v unih časih do ne vem katerega leta vse so še res čudne stvari delali na ljudeh. Lobotomija je bila dejansko prisotna, to ni nekaj izmišljenega, to se je dogajalo. Poglejte si video. Verjetno ste vsi opazili, da ko se je ženska proti temu WC-ju obrnila, ki je slišala nek zvok, je videla, da grejo rolete tako gor dol, se nekako zapirajo in odpirajo. V bistvu tako izgleda, kot da bi nekdo z roko to delal, a veš, kaj mislim? Od zunaj ali od znotraj. To edini jaz pomislim, da če je nekdo od zunaj mogoče imel dostop ali pa da ni bilo stekla sploh vmes, da je mogoče z roko to počel in da so hoteli zafejkati in več ogledov imeti. Zdaj sem vam dala idejo, kako je to lahko fake, ampak ne zgleda, da je vzeti kakšna senca od osebe. Druga ideja, ki sem jo dobila, je, da je mogoče veter, ampak ponad te žaluzije se ne premikajo tako z lahkoto. Jaz vem, da v vsakem primeru isto, kot ta ženska bi spizla naprej. Ampak problem je, da se tukaj video prekine in se nadaljuje, mislim, da so nekje na stopnicah. Debbie je tudi original tega videa poslala, da se je videla, da se je dejansko po tem momentu žaluzije mi se je slika prekinila in se je nadaljevala na drugi točki, tako da it is scary. Sploh zaradi zgodovine, ker tukaj je veljala prenatrpanost v zgodovini. Tukaj je bilo ljudi, da je bila tam gmota ljudi z mentalnimi težavami, en čez drugega so se valjali tam in upili in imeli težave. Posledično je bil nehuman odnos do pacientov in v tistem času tudi razlikovanje glede na raso in glede na socialni status. Tako da, če si bil manj pomemben, si bil zatlačen tja v eno samico, nekam zaprt v ene okove in pač so se te losali, ker pač nisi bil dosti pomemben. Uporabljali so izolacijo, pomanjkanje zdravstvene nege je bilo, stavbe zdaj so pa zapuščene, prihaja tudi do, ne vem, propadanja, da se rušijo in tudi do kakšnih požarov. Tako da je res srhljiva situacija tam. Primer 4. Verjamem, da bo marsikomu izmed vas ta najbolj srhljiv, sploh tistim, ki imate mogoče že svoje otroke ali pa mlajše sestrce, mlajše bratce, ker otroci se mi zdi, da se vsi lahko strinjamo, da vidijo nekaj več. Tako kot mačke v kotu sobe, gor na stropu. Bogo je da fakt imamo tam neke demone, ampak otroci in živali mislim, da nekaj vidijo. Zadnjič mi je en kolega razlagal, da njegova hčerka tudi čudne stvari komentira in verjetno že veste, kam ta video gre. Poglejte si ga. Don't come in here, okay? Stay in there. Stay in there in the library. Don't come in here, okay? I won't get you anymore. I'm not gonna get. Who you talking to? I don't like that. Who you talking to? I don't want to no. Huh? I don't like that one. Ta video je poslala ta sama punčka zdaj, ko je odrasla, mislim, da okrog 20 let stara. In ona je to na tem posnetku, ko je stara 3 leta. In prav, da se ga spominja samo bežno, ker potem tudi obstaja posnetek od nekoga komentira zdaj, ko je odrasla. In je grozljivo, ker pač ona dejansko se tega rahlo spomne. Ne spomne se točno, kaj je videla, ve pa, da je pač nekaj bilo in da je tej stvari hotela reči. Ne prid sem, ostan v dnevni sobi. To ta punčka govori tisti, ki ne razumete mogoče čisto angleško. In tudi reče, I won't need you anymore, oziroma ne bom te več rabila. What the heck, pač, če bi moj otrok ali pa nek otrok, kjerkoli otrok začel tam govoriti z enimi duhovi, ma ven ga postavim, ne, zajbam se pač. Imam nečakinjo, ki je veliko pri meni, pa nima takih prividov. Tudi če meni starši povedali, da sem več kakšne stvari videvala, ki sem bila mehna, pač ne vem. Please, to me res zanima, ne pišite mi svoje izkušnje povezavi s tem, če se vam kaj dogaja. Oziroma vašim mlajšim okrog sebe. Res me zanima, sicer ne bom spala po noč, but let me know. A ja, pa še okoliščine tega videa so ta ženska, ki jo snema in ki govori s to punčko in njena teta, medtem ko je bila mami v tej punčke takrat v službi. Tako da v bistvu, leh to, kar bi se meni lahko zgodilo, da moja nečakinja začne tako. Please don't. Primer 5. Gre za hike v gozdovih Barcelone oziroma okrožjih Barcelone. Tega je mogoče vsem, če ne bi gledala, ker jaz sem skozi v gozdu, obožujem gozd. Gozd je moj drugi dom, ima prvi dom. Živela bi v gozdu, še bolj kot že v bistvu. Ampak ja,
ta hike ni bil tako prijeten. Ta posnetek je poslal v internet brat Carlos, brat od tega človeka, ki je dejansko bil na hajku in ki je ta grozljiv video posnel. Vi se sami odločite, kaj se tukaj zgodi. Ta brat se je pogosto snemal na teh hajkih, na pohodih nočnih. To je bilo po gozdnih poteh okolice El Moscala, podeželskega območja pri Barceloni v Španiji. Gozdovi tukaj okrog so taki zanimivi. Piše, da so porasli z borovci, hrasti in grmovjem, kar sem jaz googlala, me zgleda tako, da bi zmešal skup naše gozdove pa džunglo. Tako zgleda ful simpatično in ne vem, zakaj, če to lepo zgleda, se ne bi mogoče čez dan tam sprehajal. I don't know. Ful lepe potke, baje ograje, take stare, ki škripajo, pa kakšne kamnite ograje, pa kar sem jaz gledala tako zrušene kamnite hiše, skoraj da bi bile naše primorske vmes zrušene, pač ful zanimiv. Ampak ja, on se je odločil po noč iti in ne vem, kaj da hajk je videl. Sploh ne vem, kaj je najprej videl, meni zgleda kar neke oči samo nekje in pa zbeži tja v jamo, ne, in potem gre v to jamo in ko on zbeži ven iz jame in posname nazaj jamo, vidi, da je bil z njemu nekdo v jami, neka kvajsa in dekalica čudna. I don't know, I don't like little girls, pač v scary smislu. Kadarkoli daš scary mehne punčke ali pa lutke, skup s tem, da so pač scary, je najslabši. Je pa ta gozd sploh tak, da je gosto zaraščen in če greš tukaj po noč, je ekstra temno. Tako da ja. Moram priznati, da mi ta zgleda en izmed mogoče mečkam bolj fake, ker un duh, ki vam pogleda, je tako ful intense, tako res intense vam pogleda, pa ne vem, napišite, kaj vi mislite, I wonder. In pa še zadnji, 6. primer, je pa mečkam drugačen, malo izstopa. Se mi zdelo, da ste kakšni med vami bolj tech freaki ali pa geeki, pa vam bo to mogoče bolj zanimivo kot oni prej. Tako da dajte se ga najprej kar pogledati. Reče se mu video 11b pomišljaj x pomišljaj 1371. To se video imenuje in je poln kodiranih sporočil. Ni samo čuden, ni samo scary, ampak noter tisti, ki so ga razdelali, ki se ukvarjajo s tem, so ven nabrali desetine kodiranih sporočil. In ta video je bil viralen in scary, ker so ga ful dolgo poskušali dešifrirati, da ni slučajno kakšno vojno sporočilo, kakšna tajna stvar, ki je nujno, da jo nekdo ve, ker večinoma govori o škodovanju ameriškemu predsedniku. Bom kar prebrala določene stvari, ki se ven razberejo in kako se ven razberejo. Torej, je črno-bel manj kot 2-minutni video, minuta 59 sekund in noter je oseba, ki ima to plague masko, ko se že reče. Masko kužnega zdravnika, ker je scary samo po sebi. Ozadje potem spremlja nerazložljiv srhljiv zvok, ampak ta zvok ni brez pomena. Če ta zvok daš v spektrogram, v bistvu dobiš sliko ven, ker vidiš, kako ta slik... Ne vem točno, kako to zgleda, mogoče bo editor dodal slikco, ampak narišajo se dejanske slike lobanj in smrti. In valjda to, pač veš, da je nekdo delal, ki ima neki pojma in že zato rata scary in potem iščeš naprej, kaj še vse ima not skrit ta video. Naslov videa je v binarni kodi in tudi se prevede v muerte oziroma smrt. Opis v tej binarni kodi se glasi: Te queda un ano menos. O moj bog, oprostite zdaj temu mojem, ni to moj ne drugi, ne tretji jezik, ampak prevede se v imate 1 leto manj. A ja, pa v tem spektrogramu zvoka se prikaže tudi napis You are already dead. That's scary. Potem so v tem videu najdeli tudi srhljive slike, ena slika je bila mučenje ene ženske in pa tudi reference na resnične true crime zločine, en izmed njih je bil Boston Strangler. Noter je tudi Morsejeva koda in anagrami pa potem tvorijo besedila kot naprimer Red lips like tent, ampak če to obrneš okrog te iste črke, dobiš ven Kill the president. Isto noter so najdeli koordinate Bele hiše. Zato pač, a ne pa še tole, tudi napis kot je Strike an arrow through the heart of the eagle oziroma The eagle infected could spread his disease. Tako da slutijo, da je šlo za neko grožnjo ameriškemu predsedniku. Ampak je pa to en video, ki je načeloma potem prišel ven umetnik, ki je to delal. Lahko da je prišel umetnik ven, lahko da so eno zagrozili, da mora pač, ne vem, reči, da je to umetniško delo, who knows, ampak ne bi bil to potem avtor tega videa, Parker Warner Wright, je razkril, da gre za umetniški projekt.
Maybe yes, maybe no. In s tem smo tudi prišli do konca tega našega videa. Bilo je 6 primerov, jaz bom ful vesela, če mi spodaj napišete, kateri vam je najbolj scary in zakaj. Jaz sem rekla, da je meni drugi oziroma tista pojava v vodi. O moj bog. Razen tega pa, ful bom vesela, če kdaj kaj vzamete z mojimi kodami, zdaj imamo že 4 za Fragrance Perfume, za Svet užitka, za Jim Beam in za Malenco. Hvala vsem, ker kadarkoli se spomnite name in ste tako, saj res, jaz bom tam nekaj vzel in lahko vzamem prek njene kode in imamo vsi nekaj od tega. Tako da hvala. In to je to za ta video, po vsej verjetnosti se gledamo naslednji petek. Alien Mama out, vas ima rada. Love you guys, se gledamo kmalu. Bye!